In zaprtih oči opažuješ občutek. Opazuješ, kako sednici pritiskajo podlago stran od tebe. Zaprtih oči opazuješ, kako široko je polje, ki ga ta trenutek senzoriraš kot jaz. Se zdi gosto. Je morda mehko. Ga je bolj čutiti zgoraj ali spodaj, levo ali desno. In opazuješ ta občutek sebe. Opazuješ, kaj se v notranjem prostoru doživljanja spremeni, če si pustiš, da vdih vstopi res počasi, od spodaj navzgor. In opazuješ, kaj se v notranjem prostoru spremeni, če izdih odide počasi in mehko. Zaprtih oči, ritem diha postopoma raztegneš. Si pustiš, da vdihi in izdihi tečejo počasneje. A vendarle ne želiš, da bi ta upočasnitev ustvarila novo napetost, željo, potrebo po silovitem vdihu ali izdihu. Ko se vdih in izdih raztegneta v sebi najbolj prijeten, najbolj domač ritem, pozornost prestaviš na obe sednici. Koliko teže je v levi, koliko v desni? Je občutek enak? Koliko občutka je v sednicah spredaj, koliko zadaj? Zaprtih oči in mirnega diha nekako poskrbiš, da leva postane podobna desni, da desna postane podobna levi. In od sednic svojo pozornost vodiš navzgor. Opazuješ predel trebušne votline, stene, ki jo obdajajo. Opazuješ občutek trebuha spredaj, ledveni del zadaj. Katerega zaznaš bolj? In če je potrebno z drobnimi gibi medenice in ledvenega dela poskrbiš, da se čutiš toliko spredaj kot zadaj. In ko je občutek trupa v spodnjem delu poravnan, še enkrat preveriš sednice. Ali je poravnava trupa morda porušila temelj? In svojo pozornost od sednic, od trebuha vodiš višje, na celo rebrno kletko. Opazuješ vse tisto, kar je spredaj in vse tisto, kar je zadaj. In se zaprtih oči pozabava s tem, da se je toliko čutiti spredaj kot zadaj. Zdi se, da obe stranici trupa, tako prva kot zadnja,
težita k temu, da se od sednic pomikata proti nebu. In rameni sta ob tem popolnoma sproščeni. Njih teža skozi komolce tone proti tlom. Pozornost iz prsnega koša prestaviš višje na vrat in obraz nežno potisneš nazaj, tako da zaprtih oči začutiš, da je cela zadnja stran dolga proti vrhu glave gor. Vrat želim čutiti toliko spredaj kot zadaj. Ob tem hkrati ohranjam podaljšavo, kot da od sednic skozi zatilje moja hrbtenica potuje proti nebu. Ohranjam grobo nastavitev strukture, telesa, skeleta, mišičja. In ponovno preverjam, kakšen je občutek v notranjem prostoru. Kako raztegnen je dih. Z naslednjim vdihom roki prepeljem pred prsni koš. Zaprtih oči opazujem ta notranji prostor. Kako gosto je čutiti polje jaza zdaj. Kje ga je več? Kje ga je manj? Kakšna je meja med jazom in vsem, kar ga obdaja? Prepletem prste na roki. Z vdihom pogledam, kaj je gor in vzdignem nebo. Izdih. Roke grejo nežno dol. Prepletem jih zadaj za hrbtom. Prsnico potisnem k nebu in zapestja odmikam od bokov. Izdih, grem v nežen predklon. Vdih, zapestja so tista, ki peljejo telo navzgor, prsni koš se odpira k nebu. Izdih, pred seboj objamem veliko žogo in hrbet se usloči. Vdih, potisk neba, stran od podlage. Izdih, gre mehko dol. In ko se roki prepletata zadaj, vdih, prva stran potuje k nebu. Izdih. Vdih je pot gor. Prsni koš gre gor in zdi se, da zatilje potiskam nazaj. Izdih, objem vsega, kar je pred menoj. Vdih. Sednice grejo dol, da grejo roke gor. Izdih, mehča se ramenska struktura, hrbet ostaja relativno raven. Preplet rok zadaj in dvig srca spredaj. Izdih, predaja. Vdih, ponovno zrastem. Odprem srce prostoru okrog in izdih, ga objamem. Vdih, prostor. Izdih, mehkost. Vdih. Izdih. Vdih gre gor. Še enkrat objamem vse, kar je pred menoj. Z vdihom vzdignem zrak. In izdih. Roke pripeljem nazaj na svoje stegna. In preletim celo telo. Kaj je tisto, kar najbolj vleče mojo pozornost? Kako se v tej strukturi preliva dih?
In ko se z vdihom napolnim, roke sklenem pred prsni koš. In brado z izdihom spustim navzdol. Postopoma odprem vrata čutilom. In ko na koncu odprem oči, kar vidim, vidim.